Še enkrat lepo pozdravljeni. Bomo kar začeli, ker je film razmeroma dolg. Z nami je gospa Veronika Simoniti, pisateljica. Lani je bila med 5 finalisti za nagrado Kresnik z romanom Kameno seme. Jaz sem ta roman brala po naključju poleti, na morju. Roman se tudi dogaja poleti in na morju, ampak ni poletno čtivo, kot se temu reče. Je to zelo dobra literatura in posebej jo omenjam zato, ker ima ta struktura romana vendar nekaj tudi strukturo tega filma. O tem bomo potem mogoče kasneje, ampak za začetek bi pa najbrž malo o tem, kar piše na koncu tega filma in je najbrž vas podobno kot mene pretreslo, namreč ta termin človeški kapital, ki ga jaz nisem poznala in ki temelji na izračunu za te sodne zadeve, ki je zunaj pameti, ampak vendar pravzaprav nekaj zelo racionalnega in logičnega. Vas je najbrž tudi to malo zadelo, ta človeški kapital. Ja, ta prav naslov sem šla potem tudi malo raziskovati, in sem videla, da je to pravzaprav prav terminus technicus v teh pač na teh področjih ekonomskih, pač od zavarovalnic tudi, statistikov. Našla sem celo potem enega strokovnjaka za to, ki je lansiral tudi razne te podobne take izraze. To je en gospod, ki ima celo Viscusi se piše, italijanski priimek, je pa sicer Američan, en ekonomist, ki je potem delal razne take statistične izračune, ki so pravzaprav grozljivi, ne. Recimo, koliko je vredno človeško življenje, ne samo po snoveh, ki jih imamo v sebi, imamo te in te kemijske sestavine, ampak koliko recimo lahko stane danes naša ledvica, naša vranica, do tega, da je ljudi spraševal, koliko pa mislite vi, da je vredno vaše življenje, recimo, če bi šli na en velik stadion, pa bi potem bi bilo rečeno, da bo nekdo poteptan do smrti na tem stadionu, ali koliko bi bili vi pripravljeni plačati, da vi to ne bi bili, ne? In je potem prišel do nekih številk, ne vem, 10 milijonov evrov, da je vredno človekovo življenje, ne? Potem so drugi izračuni tudi, ki računajo, kako recimo, koliko je človek vložil, koliko je država vložila v človekovo izobraževanje, v zdravstvo in tako naprej, in koliko on potem povrne družbi. Se predvsej take grozljivi izračuni. Pa te projekcije je zaslužka, ki bi ga imel umrli do konca življenja, ne, skratka. Tako, skratka, res smo prišli v čas, ne, ko je ekonomija pravzaprav, nekje sem zadnjič prebrala, ne, da je Bill Clinton enkrat v zvezi s svojo kampanjo rekel, ko ga je nekdo spraševal o tem, pa je rekel, Butec, saj gre samo za ekonomijo, ne. Je, tako. No, mene je tako zanimalo to tudi v povezavi z, pač jaz sem prevajala to pred časom enega italijanskega filozofa in sociologa Umberta Galimbertija, verjetno ga poznate, ker je bil tukaj precej odmeven, bil je tudi gost parkrat v Sloveniji. In on se je veliko ukvarjal s položajem mladih, z družbo nasploh in nekako se mi je zdelo, sigurno je pa moral tudi on kaj govoriti o tem. No, in sem potem našla v tej knjigi Miti našega časa, ta je prevedena v slovenščino, prevedel je pa Matej Venier, ki zdaj prevaja še, oziroma mislim, da je tik pred izidom še ena knjiga v njegovem prevodu Galimbertijeva. In tukaj Galimberti pač tudi omenja prav to besedno zvezo človeški kapital, ne, tako da se nisem motila, mogoče samo toliko, no, najprej tukaj je en članek, ki ga je enkrat Galimberti objavil in če ga takole kar prosto prevedem, pravi, že dejstvo, da se govori o človeku kot o kapitalu,
ali se pač se sklicujejo na vire, ker se pač govori danes tudi o človeških virih, ne. Že to veliko pove o gledišču, s katerega se danes pač gleda na človeka, tako, ja. In ko je nekako zašlo načelo, ki je reguliralo kantovsko etiko, se pravi, da je človek mora biti vedno obravnavan kot cilj in ne kot sredstvo, pa danes vidimo, da ne samo priseljenec, begunec, ampak tudi vsak od nas, da ima pravico do državljanstva ne zato, ker živi, ne zato, ker je človek, ampak samo glede na to, kakšno produkcijsko sredstvo je in pa sredstvo dobička, ne. Ja, sej, za dobiček. Če recimo se malo oddaljimo od filma, ne, ampak pravzaprav že ta diskurs o beguncih, ne, kako hitro je prišel na to pravzaprav opravičevanje tega, da jih lahko sprejmejo z ekonomskimi razlogi. Češ, bojo toliko produktivni in nam bojo toliko prinesli. Skratka, vse gre v to smer. No, ampak če se vrnemo k filmu, kako vidite to strukturo, no? Ja, no, ta struktura je zelo zanimiva, čeprav ni nova. Najbolj mi je bilo tukaj zanimivo, da ste me povabili in hvala za vabilo na ta pogovor. Tudi zato, ker je pravzaprav ta roman moj, ki ste ga prej omenili, nekako ima podobno strukturo. Tudi tam se začne pač z nekim, recimo, prekrškom, zločinom in se potem postopno odkriva skozi poglavja različnih oseb, vsak skozi svojo optiko, vse pa so pripovedovane v tretji osebi, tako kot tudi tukaj, ne, nekako pogled od zunaj, pa vendarle pogled te osebe. In se postopno razkriva, kaj se je zgodilo, ne, tako kot ste rekli, ta rašomonska struktura, ne, in šele na koncu s predzadnjim Sereninim poglavjem v bistvu ugotovimo, šele nastopi ta fant Luka, za katerega potem ugotovimo, da je ključ razlage v tem, ne. In zato se mi je zdelo zanimivo, no, da se je to, da te dve vzporednici, ne, med mojim romanom in med tem filmom, je pa to, se mi zdi, no, da ima že tradicijo v tudi italijanski kinematografiji, pa tudi v literaturi, a ne, taka struktura, recimo, če samo pomislimo na Antonionija, ne, ki je v povečavi tudi podobno luščil te poglede, ne, da se je prebil do tega, kaj se je v resnici zgodilo, ne. Ja, to je zelo zanimiva struktura, so pa seveda tukaj tudi zelo zanimivi liki in se ti liki ravno v tej strukturi pravzaprav postajajo plastični, ne. Tako, ja. Zdaj tukaj v filmu, ne, smo videli, da v bistvu imajo skoraj vsi ti protagonisti neko dvojno dno, ne, kot tiste torbe kleptomanske, kjer je še eno dno in spodaj se skriva tisto, kar je bilo ukradeno oziroma nekaj, kar se ne sme videti. In to je bilo zelo zanimivo, ne, ker vsakdo, ki nam mogoče navzven zgleda čisto normalen človek, normalna osebnost, potem, ko pride do neke krize, do neke stiske, stresne situacije, pokaže svojo pravo plat. Tako recimo ta Karla, ne, ki izgleda zelo taka resignirana, dobra mama, malo je pač morala opustiti svoje ambicije, ampak na koncu tudi ona znori tam v avto, tista scena, čeprav je takoj žal za tem, ne, ampak v tej svoji neodločnosti ima tudi ona svojo slabo plat. Potem ta Dino Ossola, se pravi ta nepremičninski agent, Serenin oče, ne, ki tako rekoč namoči zdaj tega Luko za to, da reši sebe, ne toliko hčer kot sebe, ne. In da ne govorimo itak, no, pa precej o že negativnih pač vlogah, ki jih ima, sta pa ta Bernaschi in pač njegova stran, ne. Zanimivo sem prebrala pri tej psihologinji igralka, ne, je rekla, da ni mogla nekako
sprejeti tega, da ona kot psihologinja pravzaprav ničesar ne opazi, ne opazi, kaj se dogaja z možem, s tem povzpetnikom, ne opazi, tudi ne more do hčere priti in potem ona sama pravi, da je pri igri se pri tem upirala na svojo nosečnost, zato ker je rekla, v tistem času ženska malo zgubi nadzor nad vsem, ker je ta njena pravzaprav pozicija, v bistvu bi vsaj za moža morala videti ona kot taka, kot javna uslužbenka, kot ženska, ki se, sploh ženske v tem filmu, na način nosijo eno sporočilo iskanje resnice, no. Ja, sigurno, ja. Take sta Serena, taka je ta Roberta, v bistvu vse so neke žrtve, ne. Ja. Tudi Karla na en način, tudi Karla ima eno ambicijo, da bi, no seveda je pa to lažja pozicija, ker so vse pravzaprav v položaju, da jim ni treba skrbeti za življenje in denar dobivati, tako da je to nekako moškim ta grda vloga tlele, kar je pa zelo italijansko, ne? Ja, seveda, ja. Tam se še vedno v bistvu je še vedno ta, čeprav razmejitev, čeprav se te vloge že zelo spreminjajo. In mogoče je tudi to zelo povedno, da je film nastal po predlogi ameriškega romana. Se pravi, zgodba se v romanu tega ameriškega pisatelja Stephena Amidona dogaja v Connecticutu. In zdaj je bilo treba to prestaviti, v bistvu presaditi v italijansko okolje in je zelo dobro uspelo, ker se mi zdi, da smo zdaj že tako zelo globalizirana družba, da imamo te tri velike skupine, oziroma zgornja je čisto majhna, ampak zelo močna, teh bogatašev, ki ima toliko in toliko procentov, vemo, v oblasti. Potem ta zelo širok srednji sloj, ki se skuša nekako prebiti in v katerem, recimo, katerega tipičen predstavnik, mogoče visokega srednjega sloja je bil ta Dino Ossola, se pravi ta nepremičninar, ki je hotel še več, in potem te žrtve na koncu, ki so res žrtve, tako kot rečejo Italijani, piove sul bagnato, dežuje na tistega, ki je že zmočen, tisti, ki je že v nesreči, tisti potem še bolj nasrka. To je bilo prav v filmu, Piove sul bagnato. Ne vem, če je bilo. Ja, je bilo, en moment sem prav opazila. Ja, no in to se mi zdelo tako zanimivo in sem se tudi spraševala, a bi potem lahko tak film ali pa roman tudi predstavili v naše okolje, in mislim, da bi bilo to popolnoma možno, mogoče bi bila tista vila malo bolj skromna, ampak vendarle, ampak bi imeli enega tajkuna, bi imeli mogoče, pa bi imeli srednji razred in pa to socialno dno, No in zanimivo je pa tudi, da je menda režiser prodal pravice za ta scenarij tudi v Indijo in v Korejo. Tako se pravi, da je to neka univerzalna zgodba. Ja, meni se je tudi zdela. Zelo sem tudi razmišljala o tem, kako bi bilo to pri nas. Mogoče bilo malo manj uglajeno, ker Italijani to pač svojo... A poznate, vidite, kaj te kraje, to je Brianza, To je Brianza, to je v bistvu ena pokrajina nad Milanom. Milano vemo, da je eno najbolj industrijskih in razvitih mest in tudi ta Brianza spada v ta industrijski trikotnik, Genova, Torino, Milano. In eno najbogatejših. To pokrajina Promessi sposi, Zaročenca, roman pred 200 leti, In pač seveda tam ljudje, ta recimo pokrajina, ki smo zdaj videli, je dokaj nedotaknjena, taka lepa še. Tukaj večinoma ljudje živijo od te manjšega podjetništva, ki pa se zelo dobro gre, In potem, ko je ta film ven prišel, so se v Italiji strašno pritoževali iz te pokrajine, da jih je strašno očrnil in so bili strašni protesti in tako naprej. Je pa to tudi pač ti kraji, tam je zelo uspevala ta Severna liga, Severna zveza in predstavnika te Severne zveze smo videli tudi v tem upravnem odboru Nesojenega gledališča. Imel je zelen robček pa zeleno kravato, kar je bilo tipično za njih, tudi ta boss, ki je bil njihov
ta lider te stranke je vedno bil tako, vsi so bili vedno oblečeni z zelenim robčkom, pa z zeleno kravato ali pa celo zelen rekelj so imeli nekateri. Ne. Tako da da se je potem pokazalo tudi to, kako je on predlagal, ne, da ne pa zdaj v tem gledališču raje bojo tam neki alpski pevski zbori, ne, da bo to bolj pritegnilo ljudi. Ne. To je bila ta poanta. Tako, ja. In tudi mogoče v tem se mi je zdelo zelo zgovorno to gledališče kot nek simbol, ne, nekega propada kulture, kjer pravzaprav je malo komu še mar za to. Ne, to je strašen je tisti stavek, ne, žena reče, nobenega gledališča ni v pokrajini, mož reče, a je to kaj hudega. Ja, in to je v Italiji, sicer Italija ima kar veliko, v srednji Italiji predvsem je zelo veliko gledališč, majhnih takih, ampak to so večinoma tudi zdaj amaterske zadeve, so pokrajine, ki nimajo recimo literarne revije, take pomembnejše tudi in tako naprej, tako da to je velik problem v Italiji, ne samo pri nas in tudi drugod, ne. In to se mi zdi en tak pomemben simbol tega filma. Tako da en zaostanek, ne, ki ga nam pripisuje včasih predstavlja tudi eno prednost, ne, ker mogoče bojo tudi še na mestu kakšnega gledališča kdaj hoteli kakšen center nakupovalni zgraditi. Ta Politeama, to je v Komu, mislim. To pa nisem. Ja, nekje sem to prebrala, pa ne poznam. A povabimo malo na kakšno opažanje v tem filmu. Mislim, prav te stvari, ki so za nas tudi tako, recimo, meni je bila tudi lepa tista scena tega gledališkega odbora, ne, kako bi rekla, to upanje te gospe, ki je bila pravzaprav malo naivna, pa tudi teh intelektualcev nasršenih, ne, ki pravzaprav že vnaprej pač vedo, ne, da ne bo nič iz tega, obenem pa tudi že sami pravzaprav niso pripravljeni zares vstopiti v to borbo, da bi se nekaj premaknili. Kamera velikrat tako bila na osebo in je pravzaprav ona govorila iz sebe, ampak tretje osebno. Tako zelo, kot je v romanu, perfektno, če lahko bereš. No. To mi je bilo neverjetno. Vedno je bila tako od zadaj kamera. On govoril kamero, ali zrasti, ko je Karla govorila. Ona je imela skozi to prezenco, da je v gledališču pa govori publiki. Publika je pa od zadaj gleda. Ja, odlično opažanje, ja. Ja, tudi je bilo, se je videlo, da je bilo v najmanjše detajle, ne, je bilo izdelano vse, ker sem še rekla, mogoče je pa tukaj pozabil kaj, ne, ker se je ponovilo že v prejšnjem prizoru, ampak je bilo vse res perfektno, je delovalo, ne, in mislim, da je bilo tukaj res veliko dela od zadaj, ne, da se je ta scenarij tako napisal. Da ni to neka linearna zgodba, ne, ravno v tem je njen čar, da je tako razdeljena in da šele na koncu dobimo to razkritje in da nas kar naprej drži v šahu. Ne. In tudi nenehno opozarja v bistvu na to, ne, da kako je pravzaprav problematična ta objektivnost, ne, za katero mislimo o stvarih, da objektivno ene stvari vemo, ampak naša slika je vedno pravzaprav nepopolna, ne. To se mi zdi tudi pravzaprav pri romanu, ne, če pišete, ne, je to... Sigurno je treba tudi na to misliti, ja, da bo zdaj nekdo lahko to odložil, če bo že naprej preveč vedel ali pa če bo že nekako ugotovil. Ne. Tako da tudi, če se bolj linearno piše, v bistvu
na nek način njena notranja struktura je pa tudi taka rašomonska. Ne? Ja, tako je. Ampak to ustvarja neko napetost, meni se zdi zelo fajn. Ne. Kot rečeno, ni pa to nič novega, ne, to smo že videli v več, pač tudi v kinematografiji, recimo se mi zdel glede tega zelo zanimiv, recimo ti filmi, ki so bili zdaj v iranski kinematografiji, Abbas Kiarostami, ima to Overjena kopija, tam se tudi, ne, ta dvojni pogled, pa v tem filmu Ločitev, ne, kako počasi se to smo ga imeli v našem programu, tako tega. To mislim, mene zelo fascinirajo, no, taki filmi, tako da mi je bilo zelo všeč to. Tako da zanimivo bilo. Zanimivo se mi je zdelo tudi to v tem kontekstu zdaj današnjih italijanskih režiserjev, to, kar je zdaj, recimo se mi zdi, da je taka ena trojica zelo močna, to je ta Matteo Garrone, ki ste ga verjetno sigurno videli z filmom Gomorra, ki je bila po Savjanovi knjigi napisana, oziroma narejen film, potem pa njegov film, ki se mi je zdel pa res krasen, ta Reality, ne, kjer je en majhen človek, ki mu nekako nadaleč obljubijo, da bo lahko v tem resničnostnem šovu nastopal in potem on pusti vse, tako rekoč razproda hišo, čeprav ne izhaja iz kakšnih bogatega okolja. Vse žrtvuje za to, kar on misli, da je resničnost, kjer se bo našel, ne samo, da bo zaslužil gore denarja, ampak tudi na koncu sam sebe prepriča v neko drugo stvarnost. Ne. In tam se mi zdelo, da je ta italijanski karakter še bolj poudarjen, da je tam res zadeto bistvo tega, ne, kar je Italija še vedno, zdaj nočem pač govoriti o stereotipih, ne, ampak se mi zdi, da še vedno, recimo v tem filmu se je zelo videlo ta, kako je ta katoliška vera cepljena na eno od spodaj na eno bazo, ki je pa še zelo poganska, ne, na to vraževerje in te zadeve. In drug tak film, drug tak režiser, ki govori tudi v Italiji danes, je pa potem bil je ta Sorrentino, ne, ste tudi videli sigurno Veliko lepoto, ne, Lepoto, ja. ki sicer meni mogoče dramaturško malo šepa, zelo igra na teh velikih prizorih, scenah. Kot zgodba, ne? Vizualno, vam šepa. Ja, kot zgodba mi, ne. Se mi zdi, da tako kot Benigni, ko ima že en lok, pa začne ta lok počasi padati, potem reče, bomo pa še malo dodali in potem se mi zdi, da tam malo pokrpa in da tam mu ne uspe popolnoma, pač pa mi je pa zelo navdušil ta njegov najnovejši film Mladost. Mladost. Ja, ta pa zelo. Mladost, ja. mogoče ga bomo imeli prihodnje leto v programu. Aha. To je en tak velik film, ne? Ja, ja. Mislim, da je že bil tukaj, če se prav spomnim. Ja, seveda, ampak v našem program. mi imamo malo, ja. mi mečkan tudi za zamudnike pa tako poberemo iz minule sezone. Ja. No, potem je pa še en italijanski režiser, je pa Crialese, je pa en film posnel, ki se imenuje v bistvu Kopno, mislim, da bi bil prevod naslova, je bil pa na nacionalni televiziji naši pred kakšnimi par leti, no. Je pa tudi zelo zanimiv, ker pa govori o beguncih, ki prihajajo na jug Italije v zelo revna okolja in jih potem te ljudje tudi, ki jim skušajo pomagati, ne. In to je zgodba enega sina z materjo, že odraslega sina z materjo, ki pomaga eni gospeji z otrokom. Zelo ganljiv film tudi, no, in sploh ne vemo, da se dogaja to že leta in leta v Italiji, ta prihod beguncev, pri nas pa šele zdaj, v bistvu smo se začeli tega zavedati, ne. Ja, kako pravzaprav egocentrični smo vse te države, no, pravzaprav evropske, ki bi morale biti vendar malo bolj povezane, ne, tako z eno empatijo saj gledati druga na drugo, pa smo zelo smo egocentrične. Kaj pa Nanni Moretti?
Kako vam je pa ta? Nanni Moretti mi je tudi bil všeč pač teh prvih filmih je bil zelo poseben, potem se mi je zdel, da sem se mi bolj priljubil s tem dnevnik, kako že, aj Dragi dnevnik ali Moj dnevnik, ali kako že naslov. No, potem zelo dobra se mi je zdela, pa odlična se mi je zdela ta Sinova soba. Sinova soba, ne. Zelo dober film, zelo težek tudi, posebno za enega italijanskega režiserja se mi je zdel, ne, ker smo navajeni nekih v Italiji nekih takih bolj sončnih filmov, ne, ki se dogajajo v teh okoljih in tako naprej. Manj mi je bil pa všeč ta film o papežu, no, to pa se mi zdi, da mu je zelo manjkala ena kritična nota, no, tako. Mal nenavaden je bil, poseben. No, ko smo pa ravno v tem, ne, v italijanskem filmu, pa v tem svetlobi, pa lepoti in teh stvarih, ko sem gledala ta film, današnji, ne vem, zakaj sem pomislila en drug film, ki se imenuje Avgustovske počitnice, Vacanze d'Agosto, in kjer je pa govor o dveh skupinah ljudi, ki ravno tako prideta na jug Italije, na en otok, samo da sta te dve skupini ljudi prav črno-belo razdeljeni na eno tako, recimo, levičarsko družbo, bolj sproščeno, mladi, pokadijo kakšen pač joint, ja, tako so veseli in tako naprej, in drugo skupino, ki je bolj resna, iz mesta, predstavnik tam oče družine je sicer v prostem času lovec, s sabo ima tudi puško in seveda vemo, da če je po Čehovu, če je nož v prvem dejanju, se ga mora do tretjega dejanja uporabiti, ne. In medtem se spletajo neke ljubezenske vezi, med drugim je pa zelo predstavljena Italija, ta razklana Italija, ki je mogoče tudi tako malo kot naša družba, ne, ima ta dva pola politična, in ta film je bil pa posnet prav v teh berlusconijevskih časih v 90-ih letih. In potem sem šla gledati, ja, kdo pa je režiral že ta film, in sem ugotovila, da je točno Paolo Virzi. Tako da je bil, da sem rekla, zdaj je on v bistvu šel iz te razklanosti v drugačno razdelitev družbe, ne na tako na pol, ampak na razslojevanost, ne. In to se mi zdelo, da bi se spet tudi lahko apliciralo na druge družbe, ne, recimo tudi na našo. In A se lahko še jaz, ki sta pri italijanskem filmu bile, pa vmešam, ker je pa zdaj na sporedu en film Pretesna koža, ki je ravno tako italijanski. Bil je predstavljen na Beneškem festivalu lansko leto, potem pa na Berlinskem festivalu pozimi, in je ena taka zelo prikupna komedija, zelo taka svetla, vesela, zabavna, ampak smo ga uvrstili v program Kinotrip, ki je po imenu namenjen mladim, ni pa film, ki je pa samo za mlade, ampak je za vse gledalce, ne? Samo ker je primeren za mlade, tudi za mlade smo ga dali v Kinotrip, ampak verjamem, da če ga boste šli gledat, da je en tak zelo lušten film, ki vas bo zelo nasmejal. Ko govorite o italijanskih filmih, pa se mi je zdel fajn, ker ga imamo prav zdaj te dni na sporedu, da ga še tega omenim. Pa verjetno ga ne bova vendarle pa dale v abonmano. Pa vidle. Je pa to značilno, ne, za italijanske filme, pravzaprav, koliko je v njih čutiti to filmsko zgodovino pa tradicijo, kako se vidi, da je to ena kompaktna kinematografija, ne, ki ima svoje značilnosti in pravzaprav v tej podobi italijanske družbe, kako jo odslikava, ne, to vidiš tiste prednike, ne, na ramenih katerih, ne, ti novi režiserji stojijo, in to se mi zdi ena velika dragocenost, ne. Ja, sigurno, ker so imeli to veliko tradicijo po vojno, potem je eno veliko krizo tudi tam okrog v 80-ih letih in potem so prišli na novo ti režiserji, kot so Salvatore in podobni, ne, Tornatore, ne, in potem te ta mlajša generacija. Če dovolite, meni je bilo pa v tem filmu zanimivo, predvsem vprašanje, zakaj se na koncu tako pesimistično v bistvu konča.
z ugotovitvijo, da je človek zveden na človeški kapital. Kaj je vzrok? Ne? In če pogledamo vse junake v tem filmu, kaj imajo pa skupnega? Jaz mislim, da njihova največja skupna značilnost je, da niti eden od njih ni sposoben prevzeti odgovornosti za svoje ravnanje. Celo ta fant, ki je na koncu imel največ potencijala, da bi prevzel odgovornost, na koncu je bil obsojen, prisiljen je bil prevzeti. Ampak nihče od njih pa individualno kot človek ni bil pripravljen prevzeti odgovornosti in se angažirati za spremembo. In jaz mislim, da je to ena zelo pesimistična slika, ampak tudi zelo realistična slika, ker v bistvu v takšni družbi danes vsi živimo. In to je nekaj univerzalnega, kar je ta film sporočil. Ampak ni pa odprl okna, ne? Kako bomo iz tega išli. Ja, sigurno, ne. Ampak mislim, da je to pač večen problem človeški, ki ga ni mogoče niti rešiti, ne. Režiser sam je rekel, da je ta film začel delati oziroma idejo za to, da bi ga naredil po tem romanu, naredil ravno takrat, leta 2010, ko je Berlusconi bil še na oblasti in je rekel, sej, kaj pa, kakšna kriza neki, sej ni nobene krize, sej vidite, bari, restauracije, to je vse polno, vsi se imamo dobro, promet teče, ne. In istega leta je potem Berlusconi odstopil, ne. In s tem je hotel potem tudi povedati Verci, ni italijanska kinematografija samo to sonce, Rim in lepe stvari, ampak je tudi to, ne, ta temna plat, ta človeška plat je pa seveda tudi žal univerzalna, ne, smo vsi, smo predvsem pa v situacijah, ki nas v to prisilijo, ne, vsak poskrbi zase. No, pesimističen je tudi ta v bistvu odnos starši otroci, ne, mislim, tle tudi ni kakšne take lučke, ne moreš si misliti, da bo tle do enih globih, kako bi rekla, odkritosti, no, prišlo. Čeprav ta psihologinja le pol najde en ključ, da se jih hčerka od moža malo zaupa, ampak vseeno je ta odnos je, pravzaprav je v filmu dobro speljan zato, ker je v bistvu stereotipen, ne, ampak je le toliko kako to recimo scenaristi, pisatelji, kako gradijo to pristnost nekega stereotipnega stanja. Ja, to je tudi zelo zanimivo. Brala sem tudi, da je režiser najprej narisal neke karikature teh likov, ne, in je jim rekel, najprej se skušajte identificirati s svojo komično platjo in šele potem iz tega gradite resen lik, ne, tako da je hotel to večplastnost dobiti, ne. In zdaj, ko ste omenili ravno ta odnos otroci starši, tukaj je bilo zelo recimo vidno, kako ta Bernaschi hoče, da njegov sin, da bi dobil tisto nagrado, da bi bil nekdo, ne, da bi se ta tradicija nadaljevala, ampak kako je jezen nanj takrat, ko potem pride policija, kako je tudi ta fant, ko se ga napije v avtu, ko ga ta sirena pelje nazaj, kakšne grde stvari govori o svojem očetu, ne. In če vemo, da je v vinu resnica, potem je verjetno povedal res tisto, kar si misli o svojem očetu, ne. Po drugi strani imamo tega Dina Osolo, ki mu ne gre toliko za to, da bi zdaj on rešil hčerko, za katero vidi, da je zaljubljena v tistega Luko, ampak mu gre predvsem za to, da on ne bi izgubil tistega denarja, še več, da bi dobil še tistih 40% obresti, ne, dodatno. Ja. In tudi to mu ni zadosti, še tako poniža potem to Karlo, ne, da zahteva od nje še poljub, ne. Tako da to se mi zdi res tako zelo ena taka podla plat, ne. Čeprav mogoče so ravno ta Dino Osolo je mogoče bil malo tak karikiran, ampak je bil, v bistvu je funkcioniral, vsak ta lik se mi zdi, da je zelo dobro funkcioniral. Odlično, ne, je igral, res je bil stronco. Ja.
Tudi tako tipičen tak navzven italijanski veseljak, pa tako že videlo se je imel tista rdeča očala, pa tiste rute, ne, pa neke ogrlice, ne, tako. Po drugi strani pa noter pa v bistvu slab človek, ne. Mislim, dober, dokler je situacija dobra, potem pa ne več, ne. Potem je pa tudi Hannah Arendt tako povedala potem v skrajnih situacijah. Dobiš občutek, ne, da je pravzaprav vse to, vse te manire med ljudmi, vse finoče, vse to je samo en okras za, kako bi rekla, prijetno življenje. Ne. Čim se pa zaostri situacija, čim pa odpade z ljudi popolnoma vse, vsi zgubijo zavore, kontrolo, mislijo samo na sebe, na kako se bojo zmazali. Ne. Tako, ja. Tudi v bistvu v tem najnižjem, recimo, če pogledamo to socialno dno, ne, tega fanta, ki pravzaprav skoraj da ni nič kriv, razen pač, da je zbil tega, to je njegova krivda, ne, ampak če vidimo potem v tem sloju še tega strica, ki je ravno tako, ne, skuša profitirati na račun tega nečaka, tudi tukaj niso čisto črno-bele stvari, ne, zato, ker lahko bi rekli, zgoraj je ta najbogatejši sloj so pač barabe, a ne, najnižji so pa vsi reveži, ker tudi v bistvu ta natakar, ki je plačal življenjem, je na vse zadnje bil navaden delavec, ne. Ampak vendarle se mi zdi, da so tukaj neke fasete, da se kažejo, ne, mislim, da ni samo tako enoplastno. Je pa režiser tudi neverjeten fino, ne, peljal tega natakarja, tega žrtvu, ne, da smo ga vsake toliko časa, da nam ga je pokazal, da smo ga videli, da smo na koncu, da lahko sestaviš zgodbo tega enega človeka iz mesa in krvi, ne. Zelo lepo speljano. In tudi to njegovo ženo v bolnici, ne, da veš, da to je človek, ki ima družino, ki ima življenje, da ni samo neko ime, ne. Tako en pretresljiv film pravzaprav. Ja. Še kakšna, kaj, kar midve nisva opazili, ali pa kar bi skupaj lahko premljeli. Mene je najbolj to pretreslo, kako tej eliti sploh nič ne pride do živega. Karkoli se zgodi, oni preživijo. Ja, še režiser pravzaprav jih je rešil, ne, ker je krivdo naprtil temu fantu, ne. In v bistvu ona dva, tudi on pa stric, ne, pa v bistvu se bosta tudi, naj bi se bila tudi rešila z neko odškodnino, ki pravzaprav ne vemo, zakaj jo bosta dobila, ne. En denar je nekje. A sem jaz kaj prezrla? Jaz sem razumela, da je Massimilianova družina morala plačati družini tega ponesrečenca. To že, ampak predtem pa, ko Serena obišče Luko, pa ga ni doma, ne, in govori s tem stricem, ki je pol tako grozno nasilen, on situacijo pripoveduje, da je skratka nekje ena odškodnina, ki jo bosta dobila za, ko bo on polnoleten, za mamino smrt. Skratka, tako res denar vlada svetu. Denar, ne, in ta družba je osnovana pač na tem, ne, to pač je tudi zelo močno sporočilo, ne, tega. Močno sporočilo in mi lahko gledamo te filme in se čutimo, kako bi rekla, vzvišeni nad tako grobim in banalnim razmišljanjem, v bistvu smo pa vsi v tem upreženi v to kolesje, ne, se iz tega ni mogoče izstopiti. Ali pač. Kdo pozna kakšno tako misel. Ne? A pogledamo na uro?
ker meni se zdi, da se še čist malo časa pogovarjamo, pa je ena šolska ura, veste. Tako da najbrž smo kar temo izčrpali. Prosim, kaj ste opazili? Koliko je imela montaža pri tem filmu? Koliko je plus ali kaj dobrega naredila? Montaža v filmu, ja, kaj bi rekla, že sama prvič je že v scenariju montaža, ne, da je razdeljeno na 3 zgodbe in seveda znotraj teh zgodb je pa dinamike veliko dosežene z dobro montažo, pa s tistim odličnim načinom snemanja. No, tukaj sva se pogovarjali, ko smo odhajali iz dvorane, recimo ta v finalu, tista scena, ko Serena po stopnicah se prebije do Luke, ne, koliko je to močna scena, koliko je dobro postavljena tako mizanscensko, ne, prostorsko, kako, pa tudi posneta, ne, da ta nasilni izbruh ni nič naroden, nič, je res, te res pretrese, ne, ker je tako pristen in tle vse seveda tudi montaža, pa odlična kamera, ne, sej to je pa že, mislim, da ta odlična kamera je pa že, brez te pa že skoraj ni filma, ne, tako je to, tako se je to razvilo, tako je tudi tehnologija, ne, je toliko bolj, kako bi rekla, omogoča, ne, to gibanje, ne. Sam tisto sceno, če gledamo ta prvo, ne, ko se pripelje, ko se je prvič pripeljal Serenin oče do te vile, ne, in jo vidimo v vseh zgodbah, ne, kako je fajn, vsakič malo drugače zmontirana, vedno tako, kot je gospa rekla, ne, z pozicije tistega, ki je protagonist pogleda, ne, tisti, ki gleda, ki opazuje, ki pripoveduje. Tako da to je en zelo dober film. Ja, pa tudi te rezi že v tem ravno začetnem prizoru, ne, kako je, pride ta predteniško igrišče, ta mu reče, ali vi igrate slučajno tenis, v naslednjem prizoru že igra tenis, ne. Tako zelo je dinamičen v tem, zelo preskoči, ker mi pač sklepamo veliko stvari, ne, med tem. Nič nepotrebnih tistih podatkov, ne, ki... Zelo ima to napetost, je tudi treba biti zelo, zelo pozoren, ne, na vse tudi detajle. Ker tam je zelo pomembno, ne, da vidimo, da nas prepriča, da ta povzpetnik, ne, je takoj opazil šanso, da ker je eden manjka v tej družbi, da bo on vstopil in se bo približal temu nepremičninarju in je to čist z montažo in z vsem, z načinom snemanja je to zelo dober. Mogoče bi nam vi zdaj še povedali, če se odmaknemo od filma, kaj delate trenutno? Kaj pišete, kaj prevajate? Ja, pravzaprav, ravno ker sem zdaj prevedla za eno lutkovno predstavo, eno besedilo, ta predstava se zdaj igra v Lutkovnem gledališču v Ljubljanskem, naslov je pa Japonske pravljice. Omenjam pa to zato, ker je zelo zanimivo. Namreč to predstavo delajo Italijani v Ljubljani z našimi igralci, režiserka Italijanka, prihaja pa iz ravno te družbe Raffaello Sanzio, ki je bila danes omenjena na tem sestanku tega, nad katero se je zmrdovala tista teatrologinja. Ta Karla tudi narobe reče Raffaella Sanzio in je ona ogorčeno popravi, da je Raffaello, ne, še tega ne veš, ne, kako to, ne. No, in to je ena zelo znana kompanija, italijanska gledališka, ki je tudi zelo gradila tudi z šokiranjem, no, v gledališču. Imeli so pred časom recimo 2 anoreksični igralki, žal je ena potem umrla in je bil tudi en velik škandal glede tega. Tako da skušajo zelo nekako pač pritegniti pozornost s takimi prijemi. No, ampak zdaj te japonske pravljice niso šokantne ali karkoli, so narejene za otroke, so pa narejene na precej poseben način, moram reči, no, tako da zanimivo to. Lepo prevajanje najbrž, ne? Ja, zanimivo, no, tako, ja, ker je bil nekako work in progress, se pravi, da smo sproti delali predstavo,
da ni bil že tekst narejen, ampak smo ga spreminjali, oziroma režiserka ga je spreminjala in je bilo potem treba večkrat na novo podobne stvari prevesti. No. Tako da zdaj prevajam nekaj malega še za Vileniški zbornik, za festival Vilenico, drugače pa pišem kar naprej v mislih, ko hodim okrog, skoraj vedno si predstavljam kaj, drugače prav aktivno, ne, imam neke kratke zgodbe zdaj začete, ampak bomo še videli, kaj bo zdaj iz tega nastalo. Tako. No, se veselimo, ko bo kaj objavljeno. Hvala lepa. Ja, bomo zaključili. Hvala za obisk. Mogoče bi vas še opozorila, da je, ali pa ste že opazili, da je na hodniku ena lepa razstava, ne, in sicer je razstava del slikarke Joni Zakonšek, ki je zdaj skupaj z Vladom Škaferjem izdala eno lepo knjigo Krogi svojih slik, akvarelov. Vlado Škafer je pa hajkuje na te slike napisal, on je pa, kot veste, avtor tega filma Mama, ki se pa tudi zdaj je začel vrteti v Kinodvoru. Tako da, kadar greste tukaj mem, pa če stopite 3 tedne, bo ta razstava, ki potrebuje malo posvečenosti, no, ampak je res lepa razstava. Hvala za obisk, hvala gospa Simoniti, pa nasvidenje.